Najpogostejše poporodne spremembe so v bistvu naravne spremembe. Se pravi, gre za spremembe v ženskem telesu, ki spremenijo tako izgled telesa kot izgled predvsem dojk zaradi začetnega dojenja. Potem prihaja do krčenja maternice zaradi tega, ker je opravila svoje po porodu in se vrne v svojo prvotno velikost pred porodom. In pa jasno, pojavijo se tudi spremembe v razpoloženju, raven zaradi vpliva hormonov tudi na samo stanje telesa. Tako da pogosto se pojavljajo lahko tudi kakšne poporodne otožnosti, ki minejo same od sebe, ponavadi v prvih dneh po porodu. Nastalnica po porodu je dejansko tudi čišča ali krvavitev iz nožnice, ki je posledica samega celjenja, če lahko tako rečem, rane na maternici, kjer je bila posteljica priraščena na maternično steno. Tako da je krvavitev prvih nekaj dni, ponavadi 3 do 4 dni močnejša, je svetlo rdeče do temno rdeče krvi z občasno primešanimi koščki. Ponavadi ženske v tem času porabijo nekje 6 do 8 vložkov dnevno in ob tej krvavitvi se načeloma ne pojavljajo kakšne, bolečine. Po nekje 4 dneh se ta čišča spremeni, postane nekje rjavkasto rozasta in se nato ponovno spremeni nekje v 12 do 14 dneh po porodu, ko počasi postane rumeno-bela. Čišča navadno mine v 4 do 6 tednih po porodu in v tem času se ponavadi tudi vrne maternica v njeno prvotno velikost. Tukaj je treba predvsem paziti na to, da se z vsemi vajami, ki jih delamo za, povrnitev osnovne kondicije, dela zelo počasi in po navodilih fizioterapevta. Ženske ne pričakujejo, da bodo šle iz porodnišnice z trebuščkom, ki je skoraj toliko velik, kot pa, ko so prišle v porodnišnico roditi. Začnejo s hitrimi vajami za jačanje trebušnih mišic, s tem pa jasno naredijo pogostokrat veliko škode, ker se potem obremenitev prenese na hrbtenico, ki je ravno tako zaradi vezivnega tkiva oslabljena in pa se pojavijo kronične bolečine, predvsem v križu, težave tudi s kolkom, ki se lahko nadaljujejo tudi potem kasneje v življenju. Eden takih najbolj pogostih zapletov je pozna poporodna krvavitev, kjer se pojavi močnejša krvavitev, predvsem bolj svetla krvavitev v kosih, ki potrebuje potem dodatno, opredelitev in pregled s strani zdravnika. Tako da v takem primeru se naj bi otročnica čim prej zglasila pri svojem izbranem ginekologu ali v njej najbližji porodnišnici. Naslednji tak, lahko tudi zelo zoprn zaplet je vnetje dojke ali mastitis, kjer gre za to, da ob zastajanju mleka, predvsem v prvih dneh, ko je navaj mleka zelo visok in ta občasno ne sledi potrebam otroka, se ob tem zastajanju mleka lahko v žlezah in žleznih izvodilih razmnožijo bakterije, ki povzročijo potem vnetje samega žleznega tkiva. To ženska opazi s tem, da je dojka rdeča, močno topla, ponavadi se pojavljajo tudi lokalne zatrdline, občasno tudi povečane bezgavke v pazduhi, tako da v takem primeru se naj otročnica čim hitreje zglasi ali pri svojem ginekologu ali pri svojem izbranem zdravniku ali pa jasno v lokalni porodnišnici. Še težji zapleti, ki pa so na srečo redkejši, so pa povezani z motnjami strjevanja krvi po porodu, zato so otročnice, bolj izpostavljene tveganju za različne tromboze, to se pravi krvne strdke, ki se lahko pojavljajo ali v nogah in bolj redko v pljučih ali medenici. Tako da, če se pojavi suh držeč kašelj, tiščanje v prsih ali pa bolečina v predvsem spodnjih okončinah, ki se stopnjuje, je to urgentno stanje, ki mora biti takoj oskrbljena. Tako da v takem primeru naj se otročnica potem čim hitreje zglasi v urgentni splošni ambulanti ali v urgentni ginekološki ambulanti.